Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je četrtek, 23. april 2026. Moje ime je Mitja Sagaj. Katere teme izpostavljamo tokrat? Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic bi se lahko vprašali tudi, ali imamo ob najljubši pekarni tudi najljubšo knjigarno. Ko traktor dela sam, prihodnost kmetijstva med roboti, umetno inteligenco in pomanjkanjem ljudi. Prepih v ljudskem vrtu, igralci brez pogodb in namigi o menjavi lastnika. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Na današnji dan, 23. aprila, praznujemo Svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Ob tem se je na pobudo pisarne Ljubljane, UNESCO-vega mesta literature, 12 knjigarn združilo v pobudo Praznik knjigarn. Z mano v studiu je kolegica Tjaša Gajšek, ki bo povedala več o tem prazniku. Tjaša, katere knjigarne so se pridružile in kako bodo v njih danes praznovali? Zdravo, to je torej 12 knjigarn v Ljubljani, pripravljajo živahen program, danes bodo odprte večinoma do 22. ure in vstop na večino dogodkov, raznih pogovorov, predstavitev je prost. Zdaj to 12-terico sestavlja zanimiva mešanica različnih knjigarn s svojimi specifikami, če jih naštejem samo nekaj. Recimo taka je knjigarna Lutkovnega gledališča Ljubljana, ki je edina, ki je specializirana za otroško literaturo, pa recimo knjigarna Galerije Fotografija, ki je edina v regiji, ki je specializirana za fotografsko umetnost. Imamo tudi dve knjigarni, ki se ukvarjata izključno s stripi. Tudi recimo največja slovenska knjigarna Konzorcij v Ljubljani bo prav na praznik proslavila svojih 65 let. Super. No, se pa ob tem odpira razmislek o družbeni vlogi knjigarne. Knjigarne niso le prodajalne knjig, temveč tudi družabni prostori, učilnice in zatočišča, ne? Tako, ja, to je dobra priložnost za razmislek o tem, kaj knjigarne danes pomenijo. Pogovarjali smo se z več sogovorniki, recimo Tina Popovič, ki je iz te ekipe Ljubljane UNESCO-vega mesta literature, je lepo povedala oziroma zaokrožila s tem vprašanjem, ko je rekla, ali imamo Slovenci ob svoji najljubši pekarni in branjevki tudi svojo najljubšo knjigarno. In odgovorila si je, da le redki, in ali knjigarne redno obiskujemo. Rekla je, da to počnemo malo številni. Vsekakor so se vsi strinjali, torej knjigarne so tudi družabni prostor, kot si rekel, učilnica in zatočišče obenem. In tudi recimo Izar Lunaček, ki vodi knjigarno Stripolis, je rekel, da so knjigarne zanj pomembne tudi čisto iz osebne izkušnje, da je obstajala neka prodajalna stripov v centru mesta, kjer se je vsakič ustavil, ko je bil v mestu, tam je pobrskal nekaj prebral, kaj kupil, in da je to popolnoma drugačna izkušnja kot kupovanje knjig na internetu, ki te ohranja znotraj nekega mehurčka in te usmerja samo knjigam, ki bi ti utegnile biti všeč na podlagi tega, kar si prebral nazadnje. Nasprotno pa je v knjigarnah tam zmeraj našel nove stvari, ki so ga nepričakovano ujele. Zelo zanimivo, ne, se živi še seveda spomin na knjigarno Beletrinino, ki smo v Mariboru nedavno zaprli in smo se ravno ob tej priložnosti ugotavljali, da je bila predvsem polna ob družabnih dogodkih, žal pa premalokrat tudi izven tega. Kakšna je pri nas sicer kultura obiskovanja knjigarn in predvsem od česa je to odvisno? Sogovorniki se strinjajo, da zagotovo ni, oziroma nekaj sogovornikov meni, da ni takšna, kot bi si želeli, medtem ko recimo drugi ocenjujejo, da je precej dobra. Recimo direktor ZRC SAZU, Oto Lutar, ocenjuje, da je presenetljivo dobra in da so zato torej odgovorni ljudje, ki posvečajo čas tem knjigarnam, bralci in pa tudi, da je to neka tradicija socializma, torej nekih odteklih dob. In da torej za knjigarnami vedno stojijo ljudje, ki so obsedeni z branjem, kot pravi, in ki zato, da bi knjigarna ali pa oni lahko preživela, počnejo tudi druge stvari, ampak tudi te so na nek način povezane s knjigami. Super. Za konec še napotek, kako in zakaj praznovati Svetovni dan knjige? Ja, precej preprosto je, pravi Tina Popovič, kupite knjigo ali dve zase ali za druge, kajti knjiga je še vedno eno najlepših daril, in če se ne znajdete, so torej tukaj knjigarne in tudi ljudje, ki so tam zaposleni,
In če še nimate najljubše knjigarne, če se zdaj vrnemo k začetku pogovora, je tudi danes odlična priložnost, da jo najdete. In kot pravi Popovič, so te bliže, kot si mislite. Super, hvala za te misli, Tjaša. Hvala tebi. Na Ptuju so raziskovalci Kmetijskega inštituta Slovenije uspešno preizkusili avtonomni traktor, ki je brez voznika samostojno posejal koruzo. Gre za enega prvih tovrstnih poskusov pri nas, ki kaže, kako bi lahko robotizacija v prihodnje spremenila delo na kmetijah. Takšni stroji omogočajo, da kmet med delom robota opravlja druge naloge, hkrati pa zagotavljajo visoko natančnost in neprekinjeno delo brez utrujenosti. Glavni razlog za razvoj je vse večje pomanjkanje delovne sile in upad zanimanja za fizično zahtevna opravila. Robotika se zato uveljavlja predvsem pri monotonih nalogah, kot so setev, škropljenje ali gnojenje, medtem ko bolj kompleksna dela, kot je pobiranje pridelka, še ostajajo izziv. Pomembno vlogo pri tem igra tudi umetna inteligenca, ki pomaga pri odločanju glede na vremenske in tržne razmere. Kljub velikemu potencialu ostaja ključna ovira visoka cena. Takšni sistemi so za zdaj dostopni predvsem večjim kmetijam. Razvoj je hiter, tehnologije so vse cenejše, države po Evropi pa že vlagajo v njihovo širšo uporabo. Robotizacija tako ni več oddaljena prihodnost, temveč realnost, ki postopoma prihaja tudi na slovenska polja. V NK Maribor se obeta eno najbolj negotovih poletij v zadnjih letih. Vse glasnejše so govorice o odhodu turških lastnikov in prihodu grškega poslovneža Evangelosa Marinakisa, ki bi lahko sprožil temeljito prenovo kluba. Številnim ključnim igralcem, kot so Repas, Ođo in Širi, se iztekajo pogodbe, prihodnost nekaterih nosilcev igre pa je že zdaj pod vprašajem. Tudi trenerski stolček ni povsem stabilen, kar dodatno povečuje občutek prehoda v novo obdobje. Ob tem se pojavljajo špekulacije o vrnitvi znanih imen, med drugim Zlatka Zahoviča, ki je zaznamoval zlata leta kluba. Navijačem nekaj optimizma prinaša možnost povratka reprezentanta Petra Stojanovića, ki bi lahko okrepil ekipo. Do konca sezone je le še nekaj tekem, zato bo razplet kmalu jasnejši. Jasno pa je že zdaj, da Maribor čaka vroče in odločilno poletje. Več lahko preberete v današnjem tiskanem večeru in na večer.com. To je bil Večer zjutraj 23. aprila 2026. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam nadstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo. In ne pozabite, z Večerom razumete bolje.